prihodu pacientov, bodisi da pridejo z reševalnim vozilom, bodisi da sami najprej opravimo vprašalnik ministrstva, ki nam določi pacienta, ali je epidemiološko sumljiv, če to stanje pacienta seveda omogoča. Če pa so pacienti preveč bolni ali poškodovani, pa to seveda pustimo za kasneje in pacienta obravnavamo, kot da bi bil suspekten oziroma kužen. Na vstopni točki je vsak pacient, ki je dovolj stabilen oziroma ki ni preveč bolan ali poškodovan, vsak pacient je izprašan glede na vprašalnik NIJZ-ja, glede na možnost okužbe in potem so klasificirani na tako imenovane bele ali sive, ki pa v zadnje dni, je treba priznati, belih skoraj da več ni oziroma res moramo biti previdni pri tem vprašalniku in računamo na odkritost seveda vseh bolnikov, ki prihajajo v urgentni center. Na tem mestu je soba za analizo in odvzem brisov, se pravi, tukaj trenutno kolega identificira in evidentira, kateri brisi so prišli, nato pa bo, kot vidite, na tem pultu opravljena hitra analiza, bodisi z vizualnimi testerji, bodisi pa s testom, ki zahteva aparatek in je seveda zato tudi bolj občutljiv. In na podlagi tega se potem odločimo, kdo je bolj in kdo je manj rizičen. Tukaj na levi pa je tako imenovana brisalnica, kjer se dejansko odvzame bris, ker mora prostor biti zračen in primerno zaščiten. Torej za pacienta, ki smo ga videli, ki je po vprašalniku rizičen, se tukaj opravi ta hitri antigenski test, da pacienta razdelimo na bolj ali manj rizične za COVID. V tej opazovalnici, ki je prej bila tako imenovana bela opazovalnica oziroma normalna opazovalnica, so sedaj tisti pacienti, ki so manj rizični, se pravi nekako svetlo sivi, ki jih potem lahko obravnavamo veliko lažje, ker potrebujemo samo osnovno osebno zaščitno opremo, kot vidite, maske FFP2, 3, pokrivala za očala, rokavice in tu obravnava poteka veliko bolj normalno oziroma veliko bolj tako, kot je bilo včasih mirnodobno in zaradi tega pacienti so lahko obravnavani in pridejo do oskrbe nekako hitreje oziroma skorajda normalno. Zdaj v ozadju tole vidimo v bistvu v osnovi, tako rečemo mi, sivo cono urgentnega centra, kjer obravnavamo paciente, ki so sumljivi za okužbo z novim koronavirusom. Zdaj tu v ozadju vidimo en hodnik, kjer so naši zaposleni, sodelavci, zdravniki, medicinsko osebje, drugo, v bistvu v neki osebni, tej osnovni varovalni opremi v bistvu komunicira med sabo, pregleduje izvide, potem levo in desno pa imamo v bistvu izolirane sobe za vsakega pacienta posamezno, v katerih se potem vrši obravnava v popolni osebni varovalni opremi in potem, ko dobimo izvide, ko vemo v osnovi, zakaj pri pacientu gre, se skomunicira bodisi ali hospitalizacija, premestitev, nek nujen poseg v tem smislu. Zdaj, seveda, glede na to, da so razmere drugačne kot običajno, se trudimo vsi najhitreje, najbolj enostavno, najbolj učinkovito za paciente zadeve urediti. Moramo pa biti pošteni pa priznati, da pač seveda glede na to, da je veliko enih ukrepov potrebno sprejeti in upoštevati, nekoliko obravnava se podaljša, ampak naša osnovna v bistvu ideja je v tem, da tiste, ki res nujno rabijo takoj nekaj zdaj, da tiste prepoznamo takoj, da takoj ukrepamo in potem ne glede na izvid brisa, če je res urgentno stanje, se tudi dela popolne opreme, tudi nujne operacije, nujne posege, vsakar je treba, tako da pacienti dejansko z res nujnim stanjem ne čakajo na izvid brisa, vsi ostali pa potem glede na vse skupaj pač počakajo, dobijo pa vso obravnavo, ki je pač potrebna, terapijo, zdravila pač tu pri nas.